tebi začnemo. Ti si že 20 let v bistvu nekako v medijih in v retoriki in v komunikaciji. Kdaj je bil tisti tvoj trenutek, ko si ti recimo stopila na tisto res pravo pot? Ali je bilo ves čas nekako tvoj pot? Kako ti to vidiš? Jaz sem pred 22 leti v času faksa čisto slučajno prišla na RŠ. Po naključju, moram reči. No, prej nisem razmišljala o tem, da bi pa zdaj delala na radiju ali pa na televiziji. Tudi študirala in doštudirala sem zgodovino in politologijo. Kar pomeni, da sem čisto drugega faha, kot je ta, ki ga pač zdaj delam. No. Ampak očitno je nekaj na tistem tokrat prežvečenem stavku, da ko enkrat sedeš pred mikrofon, se mikrofon zaljubiš. In evo, jaz sem se, ker sem 18 let zapored, vstajala ob 4 zjutraj, pa dejansko hodila vsako jutro sedeti pred ta mikrofon. To je prav čudno, da normalno človek pomisli na to. In sem strašno uživala. Strašno uživala. Dejansko mi je to bilo ful všeč. Kot v vsaki službi dostkrat seveda delala take zadeve, ki mi niso bile najbolj všeč, pa morala govoriti neke stvari, ki mi niso bile najbolj fajn. Ampak, če zdaj pogledam nazaj, 7 let pa pol, skupaj z mojim prijateljem, še vedno, Sašem Papom, je bilo pa čarobnih, res lahko to besedo uporabljamo. Tako da v bistvu so skozi neki, itak vedno so stvari, ki so nam všeč ali pa ne všeč, ampak če ti zaokrožiš pač to svojo izkušnjo dosedanjo, ti je bilo ful bolj všeč, kot pa ne všeč. Če si prej rekla, 78% ljudi ne hodi v svojo službo, ne? Pa vsak četrti Slovenec je po zadnjih statistikah klinično depresiven, tu je neka povezava, absolutno. Ne? Ker 160 ur v mesecu pač preživimo v službi in če tam nisi srečen, potem je po mojem tanka meja med izgorelostjo, anksioznostjo, brezvoljnostjo ali celo depresijo. Ne? Tako da ja, jaz sem zelo rada hodila v svojo službo in absolutno je bilo izredno malo število tiste vrste dela, no, ki ga nisem rada opravljala. Pri meni je to vedno povezano z besedami. Ne? Se pravi, delo, ki meni ni bilo všeč, je bilo, če je odgovorni urednik rekel, Polona, zdaj boš pa povedala ta in ta stavek. Potem, ko ga je pa vedno pogosteje začel izjavljati, sem pa jaz odšla. Rap je na nek način že sam po sebi priložnost, da ne slediš temu, ker drugi govorijo, ampak ti narekuješ stvari. Kdaj si se ti začutil v tem, oziroma kako to, da te je sploh pot pripeljala na to, da... Ja, meni so starši na nek način skozi speljevali v glasbo. Moj stric je recimo basista Dvačnik Francov, foter je pel in kri, tako da smo nekako bili kar glasbeno, smo se danjali in so hoteli, da klavir igram. In sem ful dosti časa v bistvu hodil v glasbeno šolo, tudi naredil glasbeno šolo za klavir, ampak v enem momentu pogrunto, da hočem nekaj svojega. Tistega leta je tudi Snoop Dogg izdal CD, tako da me je to vse malo prevzelo in sem začel rapati. In se bilo v bistvu čisto odklonsko od vsega tega, kar so moji starši pričakovali. Plus foter je vedno govoril, da to ni muzika, da ne bo nič iz tega. Ne? Ampak jaz sem dolgo časa v to verjel, plus imel sem pravo ekipo ljudi okoli sebe, od katerih več nas je verjelo v to. Danes te ekipe ni več. Jaz sem edini izmed teh, ki še to dela, ki je ostal, ampak moram pa reči, da sem zelo hvaležen, da se je v bistvu to zgodilo, da so fantom sanje umrle, zato ker je mene to še bolj motiviralo. No, ampak zanimivo, ko si omenil ekipo, ne, ker v bistvu, pa tudi še danes več niste skupaj, pač pomembni je spet ta momentum, ne, ko se pravi ljudje skupaj najdejo. Jaz imam to recimo fazo v življenju, za mano bo nekaj ostalo, ta moja muzika bo ostala tudi, ko mene več ne bo in jaz na nek način nimam te želje, oziroma tega skrbi, da se moram v življenju podejaniti na nečem, zato ker se mi zdi, da sem ene stvari že naredil. Sicer vem, da je to glasba, da to ni nekaj, ki bo svet spremenilo, ampak je pa nekaj, kar sem dal svetu, plus ljudje, ki mi dajo feedback, da je moja muzika pomaga, je to v bistvu največ vredno. Na tak način jaz razmišljam. Ok, Taški, na kak način pa ti razmišljaš? Jaz predvsem ful ne razmišljam. Ful mi je všeč, kaj enke motivirajo take stvari. Recimo njega ful motivirajo to, ko sem jaz rekel, da mu nikoli ne bo uspel, zato ker je Štajerc. Ni iskat. Ne, ampak to je pa zelo res, ne, pač v tej Kurčevi Sloveniji, pač jaz sem mu to povedal čisto dobro namerno in potem je on rekel, ok, se priselil v Ljubljano in pa je rekel, bi ti bil moj menedžer, ker mi ne verjameš.
Ampak tako nekako se je pri meni, so se začele tudi te moje v bistvu menedžerske zgodbe. Ne? Pač jaz sem začel v impro ligi, ko sem bil star, ne vem, 18 let, pa sem šel na en tečaj v Kanado za en teden in ostal tam 1 leto in naredil šolo stand-up komedije. Sploh nisem vedel, da je to stand-up komedija, ker takrat tega v Sloveniji nismo poznali. In bilo to meni pač nekam, šel sem najprej na impro tečaj, zdaj imaš pa po 50% popusta, če greš še na stand-up tečaj, cool. In pa sem kasneje prišel sem, drugače študiral sem tudi jaz politologijo in to obramboslovje. Prišel čist do konca, ampak nisem hotel diplomirati, ker nisem hotel imeti iste diplome kot Janša. Celo isto mentorico bi imel. Pa sem začel v bistvu iz impro lige, oziroma pač iz te improvizacije je nastal Slon in Sadež. To je bil v bistvu predtem sva s Sadežem imela en band, ki smo mu rekli Kajmak. In pel že neke take zabavljaške komade, recimo Ali Bobi čutijo, pa Kersi Blond, pa take neke komade smo imeli. In pa je nastal Slon in Sadež in sem jaz bil njun prvi tonski tehnik, ker sem glih naredil tečaj za tonskega tehnika in na enem špilu, v bistvu na prvem, so prišli 4 ljudje v backstage, ki so hoteli imeti njun špil, ona pa sta pač posegla po substancah, ki se nista mogla zmeniti in sta rekla, tle imate menedžerja in pa je pač težko postal menedžer. Potem tudi poje komad Komercialne pizde, ki je v bistvu meni napisan, ker sem kriv, da sta ona to postala. V glavnem, pa sem ful časa delal pač v muziki, tudi zato, ker me je to veselil. Bil sem bobnar, plaža, kitarist, imel band 13 bobnerjev, ki smo delali glasbo za gluhe, šli po celi Evropi s tem in razpadali, zato ker smo dobili denar. Ker je to bilo v bistvu 12 hipijev, pa težki, ki je takrat, poleg tega, da sem bil težki, imel še drug vzdevek, to je keški, ker je pač edini, ki je poskrbel za to, da smo imeli vsaj za potne stroške. Pa sem jaz na enem razpisu uspel dobiti ful denarja, da gremo mi v bistvu po celem svetu igrati glasbo za gluhe, ker smo bili edini na svetu, ki smo to počeli. In pač tega denarja je bilo toliko, da je 12 hipijev rekel, mi nočemo biti več ta band, ker mi tega ne delamo za denar. Jaz sem pa pač ostal v muziki. In pol iz muzike pač v nekem momentu mi je bilo preveč, delal sem kot menedžer Bigfoot Mame, Magnifica, Dubioze kolektiv, ne vem, Edo Majke, tudi še nekih reperjev, TBF recimo iz Splita. In v nekem momentu je bilo meni rock'n'rolla dost, tudi zato, ker so se eni glasbeniki obnašali, kot da živijo v Las Vegasu, čeprav pač živijo v Črnučah. In sem pač rekel, ne bom več tega delal in v istem trenutku je pa prišel do mene Perica Jerković in je rekel, ti bi lahko bil moj menedžer, kaj pa ti delaš stand-up. Sem rekel, stari, to ne bo šlo, pač presel se v Ameriko. Ampak pol je ful ustrajal in me pač povabil na kosilo in jaz rad zastonj jem. In tako se je začela 15 let nazaj stand-up scena. Od začetka sem bil, hotel sem biti sam menedžer, ampak tako, kot je ona prej rekla, ko enkrat primeš za mikrofon, ga ful težko pač daš stran in pač mene tudi to vedno zanimalo. Zanč je en novinar ful lepo rekel, pač nek tujec je sprašal, s čem se jaz ukvarjam, pa je pač ta novinar rekel, težki misel, da je smešen, pa ni, ampak živi od tega. No, zanimivo, vmes si omenil, dvakrat, verjetno si še večkrat komu rekel, da mu ne bo uspelo, pa so ljudje kar vztrajali. To je zanimivo, ker se mi zdi, da sta zdaj pač to 2 primera, ki sta zdaj povedala, da bolj kot si zablokiran, bolj te to motivira. Kako si pa ti podobna za tem? Ti blokade predstavljajo motivacijo ali potem rajši pustiš stvari, pa greš za stvarmi, ki ti grejo bolj z lahkoto? Ne, pa mislim, sploh ne razmišljam v tej smeri, kaj se zdaj da, pa kaj se ne da, pa kje imam kakšno blokado, pa kdo mi bo polena pod nogami, pa ne vem kaj, nimam tega v misli. Delam tisto, kar imam rada in se ne obremenjujem z ničemer pravzaprav.
Za vseh teh letih sem valjda malo debelo kožo že zraven dobila. Ugotovila, da vsem ne morem biti všeč, ker najprej sem mislila, da moram biti vsem všeč in mene morajo vsi me pravi. To je tudi izziv, v bistvu. Ravno to se mi zdi, da se vsak v enem trenutku s tem sooči. Ja, eden največjih, če vprašaš mene, zaradi tega, ker smo dostikrat ženske tudi tako vzgojene, se tudi moški, ampak ženske še pa bolj. V bistvu kot neka mala punčka moraš biti pridna, to, da si pridna pomeni, da si ubogljiva, da ustrežeš vsem, da se ne jeziš, da ne kričiš, da nisi histerična, da si po nekih pravilih, ne? Moš ugajati. Ja, moš ugajati, ja, ne? Če ugajaš, si ljubljena, ne? In sprejeta in tak dalje. Ampak potem z leti pa pač ugotoviš, da niti ni potrebno, da si vsem všeč, da niti ni potrebno, da te imajo vsi radi. Pa da pa mogoče je bolj kot to potrebno, da imaš v neki pravi meri rad sam sebe, ravno zato, da ne študiraš to po nekih blokadah, pa o tem, kaj se da pa kaj ne, ampak da rineš, če je treba tudi z glavo skozi zid. In tudi, če kdaj dobiš buško na čelo, pa si lahko rečeš, ok, sem pa probala. Ok, MK, z glavo skozi zid, ti rad rineš? Jaz se rineš, Mene napak je ful naučilo, to je najbolj pomembna stvar. Recimo, jaz imam neke cilje v življenju, katere hočem doseči, pa jih ponavadi dosežem, samo ne v tem time frameu, ko si želim. Malo dlje traja stvari, zato ker moram skontati, kak hackniti sistem, da pride do tega. Ponovno je lepo povedala, ne obremenjujem se s tem, kdo me nima rad, pa kdo ne bi rad, ampak samo stremim k temu, da bom čim več svojih ciljev speljal do konca. In predvsem pa si postavljam kratkoročne cilje. To si se naučil ali odvedno? To so me naučili. Teta moja me je naučila, da moram si postavljati cilje, ki so izvedljivi, pa tudi kakega, ki ni izvedljiv, za voljo tega, da me motivira mogoče v prihodnje, da ga izpolnim. Ampak najbolj pa sem se učil v bistvu to, da se ne obremenjujem z mnenjem drugih ljudi. Super je feedback, super je tudi, če te nekdo ne mara, ampak v resnici sem zadovoljen sam s sabo. Srečen sem to, da lahko počnem, kar delam in mi je vseeno, kaj se ljubim. Ok. Težki ti tudi povezan sam s sabo ali misliš, da se ljudje pač skozi... Jaz ful rad sledim, pač Nejc Zaplotnik je en naš alpinist, ki je rekel, pač ne išči cilja, išči pot. To je ful pomembno, ker pač ljudje si zastavljamo tako neke cilje, v bistvu v trenutku, ki si postaviš cilj, ti veš, ali ta cilj je izvedljiv ali ne. Ti misliš, ok, da si postaviš ali ful premajhen cilj in potem ga sicer dosežeš, ampak te ne osreči, ker je bilo ful prelahko, ali si pa postaviš pretežek cilj in te spet ne osreči, ker nisi prišel do njega. Zdaj kruzati med tem, kje vmes med temi dvemi cilji ti v resnici si, to je pa pot, v kateri hodiš. In ta pot je ful pomembna, da jo skozi vidiš. In pol cilji prihajajo, pač eni so mehni, eni so veliki, eni so pač tudi preveliki. Ne smeš biti nikoli razočaran, če ti pač nekaj ne uspe, oziroma moraš takrat obrati in iti dalje. Pa to, ko si prej rekel, pač ja, ful je motivacija, če ti nekdo reče, pač, pa ne tako, pač jaz nisem nikoli, ko ne bo ti uspel v smislu, gled, stari nekaj delati. Ampak bolj, tudi mogoče tudi na način, kako to rečem, jaz to mojim komikom fulkrat rečem, spomnim tem mladim, pač, ki imajo tudi to šolo stand-up komedije in pač pride in kup enih ljudi, ki pač z različnimi razlogi pridejo. Marsikdo zdaj je stand-up postal modern in pol je nekdo pač, ne vem, nekem drugem, tretjem letniku faksa, ni mu cool, ker je šel študirati to, kar so starši hoteli, ali pa kar je on mislil v tistem trenutku, ampak ni imel pojma, pač, ne vem, ekonomija je v nekem trenutku, ali pa še vedno po moje, ali pa pravo, ali pa medicina, pač kaj si še ukrajinsko arhitekturo, kaj boš pa s tem, ali pa tako. Tudi, ne vem, jaz za sebe pač, jaz sem imel neko željo, da bi šel študirati slovenščino, samo zato, ker me ful zanimajo slovenska narečja. Samo zato, da bi lahko naredil diplomo iz slovenskih narečij. To je bilo vse, kar me zanima. Pač kaj bi vmes, ne. Samo mi pa bilo, faka, jaz, kaj pa bom pa s tem, ne. In v bistvu tako, vsak čas, ki si tako rečem, pa zakaj nisi šel študirati slovenščine? Sej isto bi lahko s tem, zdaj si pa pač naredil obramboslovje. Ok, pa sem šel sicer delati magisterij iz comedy managementa v Anglijo, kjer je bila zanimiva zgodba, da pač sem najprej naredil, pač bil povabljen, naredil sprejemne
In pa so rekli, zdaj moramo videti tvojo diplomo, da lahko greš sploh na magisterij. Pa sem bil, ups, koliko časa pa imam, da jo prinesem, ker pri nas se da to tudi kupiti. Pač bil sem zelo iskren do njih in pa sem prišel nekje v faks hodim in sem pač rekel FDV in pač ni sam fora, ampak res je nekdo od njih prepoznal to kot faks, ki je brezvezen. In je rekel, da je to, kar si se ti tam naučil, ne rabimo podpisati z diplomo, pač welcome to the uni. Sem pa naredil magisterij in tudi imam papir in mi skozi govorijo, potej si ga na steno tle v pisarni, nekaj da bomo vsi videli, tako. Pač ne, jaz imam to za sebe, ne za to, da ljudje videti. In pač to sam veš, da če stopaš v sobah nekomu takmu, ki ima 40 certifikatov na steni, da verjetno pač on ne šteka, kaj počne. Da pač on to dela zaradi papirja in ne zato, da bi pomagal sebi ljudem, ki jih je zato povabil sebe. Meni ful bož, da pridemo v neko preprosto sobo, kjer ima nekdo mizo, ali položi gor in me pa razlom, pa vem, da recimo kiropraktik, jaz k njemu, pač on mi nikoli ni rekel, pač jaz ne rabim vedeti, da imam šolo, meni je pomembno, da jaz naslednji dan lahko hodim po tem, ko sem pretekel 100 km ali pa več. Se pravi, pač hočem povedati to, mi se ful obremenjujemo s tem in rečemo, pa on ima kot papir, nima, jaz ne bi kot njega. Pač gremo v Indoneziji, eni ženski, ki je stara 65 let in po mojem masira, odkar vse je dobila, pač ona nima papir. Ampak na tak način v bistvu so na nek način potem feedbacki in na drugih tudi pomembni. Kje je zdaj tista meja, da se na nek način ne obremenjuješ, po drugi strani pa, da si vseeno vzameš dovolj, mogoče ti Polona, ki se dosti z ljudmi delaš tudi, recimo, ko jim predavaš, pa se tuješ, kje je tista meja, da je dovolj, da si vzameš pač to potrditev za sebe. Zdaj to, ko nekdo reče, ni važno, kaj mislijo drugi, ne? To nikoli ne gre zdaj tako za 110% vzeti. Itak, da je pomembno tudi to, kar mislijo drugi, ampak ne cel svet, pa ne čist vsi, pa ne nekdo, ki ga sploh ne poznaš, pa ne nekdo, ki ga prvič vidiš. Pa na socialnih omrežjih. Recimo, ja. Ampak logično pa je, da imaš nek svoj krog ljudi, pri katerih pa ti je pomembno, kaj mislijo, ne? Zdaj, če so tisti ljudje tako približno strpni, potem ti mogoče celo ne vsiljujejo svojega mnenja, čeprav je dejstvo, da že vsakeč, ko ti nekdo sam en stavek reče, da se nekaj da ali pa se nekaj ne da, ali pa veš ti si za to ali pa nisi za to, ti tole sede tu nekje zade, pa to neseš samo. Ne? Tako da mogoče je bilo dobro razmišljati v tej smeri, kdo so tisti ljudje, ki nam tudi pomenijo, da si dovolimo sprejeti njihovo mnenje. Nisem rekla upoštevati ga, rekla sem dovoliti sprejeti njihovo mnenje. Ne? Pa kdo so vsi tisti, s katerimi se pa primerem Bogu ne obremenjujoč? Jaz ko gledam recimo svojega sina Karlja, se pravi, v nedeljo bo star 5 let, mislim, njemu tako dol visi, kaj si drugi mislijo. On je za sebe najbolj pameten, najbolj sposoben, najbolj samozavesten in zdaj sem čakam, ne, tam 1., 2., 3. razred, ko bo tu prišla ena razpoka not, ja. Zaradi tega, ker do 5. leta starosti smo vsi samozavestni. Od tu dalje se pa problem pojavi in dejansko to vprašanje, kaj bodo drugi mislili ali pa rekli o meni, je nekaj, kar nosimo s sabo do groba. Ne? Tako da tu po mojem bi mogli malo ločiti, čigava mnenja nam nekaj pomenijo, so nam vredna, pa čigava res ne. No? Ti imaš en komad, probaj razumeti in noter rečeš tudi vse odvisno od tega, kaj delaš. Kaj je v bistvu? To, kaj ti razlagaš. Ja. Na nek način moraš rad hoditi v službo, ne? To, kaj so se pregovorili. Pač muka je nekaj delati, recimo na Radio Center, se stajaš 24, 1 leto, zato da poslušaš ljudi, ki so tam zadelajo denar, recimo, ne nič druga. Jaz malo sem se vrnil nazaj na Polono, če lahko. Jaz bi o tem marsikaj vedela povedati, sam sem mogla podpisati, da ne bi. Jaz mislim, to je ta papir, veš? Jaz ravno nisem delala sam. Nisi delala? Uradno nisem. Res, kako vsi posnetki na YouTube. V glavnem, jaz mislim, da moraš biti pač srečen v tem, kar počneš, to je point. Na nek način tudi vztrajati s tem v času, ko ni profitabilno na nek način. Zna se zgodi, da se obrestuje na dolgi rok. To je moje mnenje.
Si imel ti te trenutke v... Jaz sem cel live. Ampak, kaj je tisto, kaj je res, kak ti uspe pač vztrajati? Trenutno imam eno čisto tako situacijo, da pomagam ful slovenskim artistom, zato ker sem jih leta in leta založbe kradle in dobivam ta feedback in me to motivira, ker delam na nek način prav gradim skupnost, katera bo upam, da disruptirala ta sistem, ki ga imamo trenutno in plus dobila še več in sicer, da... Ne. Nikoli me niso dobili, ampak mislim, se spoznal, da je punca vara. In potem, ko sem to spoznal, se mi je celo življenje na glavo obrnil. Jaz sem imel ta lifestyle v bistvu na nek način zaradi nje, zato ker je njej to prijalo. In en album imamo, ki se imenuje Božja gama, in bil sem gama, da sem bo postal na nek način malo boljši človek, ne bom rekel Bog. Ampak se mi kako se nam more pač včasih nekaj tak zgoditi, nekaj toliko rušilnega, da v bistvu nam nekaj premakne v glavi, da se sploh zavedamo, kaj delamo v življenju, ampak kje smo. Jaz sem se začel zavedati, kaj imam v bistvu. Na nek način imam en following ljudi, katerim nič ne daje. To je bil moj moment. Veš, imaš mlajši te podpirajo, poslušajo tvoje tekste, ti pa si v resnici v glavi v eni taki fazi, kjer skrbiš samo za sebe in sploh ne razmišljaš o okolici. In to se je potem v tistem momentu meni spremenilo. In od takrat dalje, ko sem postal v bistvu ful bolj odprt človek, so se mi tudi začele stvari odpirati, lažje mi je vse. Ljudje raje sedijo z mano za mizo, raje delajo biznis z mano in podobno. Ja, tudi verjetno bolj polno doživljaš. Ja, točno to. Mislim, hvaležen sem za momente, kot je ta tudi, recimo, ker rastem s takimi stvarmi. Če bi me 10 let nazaj vprašala, ni šans, da bi to se dalo. Težki ti tudi v bistvu ogromno posvečaš, ogromno svojega življenja in dela posvečaš temu, da pomagaš drugim. Kdaj je pa bil tvoj moment, da si začutil, da hočeš pač to, ali pa da to bogati tvoje življenje? Jaz sem imel skozi ta moment. Mislim, po eni strani sem igral tega bad guyja, pač menedžerja, ki pač vse pobira. In pač v Ljubljani je bila dosti, pa ne največ tam v Ljubljani, ampak je bila ta debata, kako je težki ta menedžer, ki pač ne jemlje 20%, ampak vse pobere bandom. Ja, mislim, in vsi so to, mislim, pač komadi so napisani o tem, ne, pač MC Costa, pač on je bil žaljen, ker sem mu rekel isto kot Mark, pač on je naredil komad, v katerem jaz sem tako kot Toporišič, delam svoj slovar, če rečem, da furam težki, je pomeni, da kradem denar. In pa, ko so se potem srečala v parketu, v backstage, vedno je bilo ful sram, jaz sem bil pa tako, ne, the best. Pač v rapu, mislim, pa tudi, ali po stand-up komediji, jaz to vidim dosti blizu, meni je to respekt, recimo roast, če poznate, to je pač nekaj, kaj en drugega, mislim, res tako žalimo do smrti in v bistvu večje žalitve, ki padajo, bolj sem jaz srečen, zato ker pač vem, da so se ljudje potrudili in si vzeli čas. On je meni posvetil komad, to ni pač, on je meni napisal, da sem kreten, ne, on je meni posvetil komad, koliko ste mi ga Slavni Sadež, koliko ste mi ga še en drugi, ampak vedno je to nek komad, katerem jaz operiram z nekim denarjem. Sem pač bil menedžer in je to, ampak to tudi malo je bila moja gluma, vedno to. Ampak v resnici tisti bendi, ki so pa delali z mano, pa niso nikoli tega govorili, pa niso šli stran, niso je zdaj v stand-upu. Prihajajo neki novi mladi, pridejo k meni v šolo, ali pa ne, grejo mimo tega in prva stvar, ki je, koliko nam bo težkih obrane. Ne vprašaj se, koliko smo mi dobri, koliko priložnosti bomo dobili. Pa, ko začnejo delati z mano, se to spremeni. Pač meni je vedno pomemben, da tisti, ki hočejo razumeti, pa razumejo. In jaz vsakmo rečem, tudi na delavnicah pač, si prišel zaradi denarja. Če reče ja, ne bo šlo. Treba bo nekaj časa delati. Pač, to je poklic, pač, delanje muzike, delanje pač, ali komedije, ali biti pisatelj, to je poklic. Mi to delamo dostikrat za hobi. Jaz sem to srečo, da je hobi moj poklic. In ker to lahko narediš, da obrneš svoj hobi poklic in začneš živeti od tega, pa si zaživel sebe. In pač to seveda ne rata ljudem, ampak ne zato, ker ne bi vsak lahko to naredil. Jaz sem prepričan, da obstajajo ljudje, ki so noro srečni, ker zjutraj vstanejo ob 6, grejo, ne vem, v Mercator ali pa na banko ali pa na pošto, na okenček, na blagajno in 8 ur na dan pač kucajo
In oni so tako pač, eni so. Jaz sem. Ja, Ne, ful redko srečam, jaz sem ful redko srečam. Mislim, tako počasih, da so med te manjše trgovince, ali pa kakšni kam bolj, ko so mogoče malo bolj privat, zdaj ne predstavljam se, da bi nekdo v Mercatorju ta velike ali pa vse vsem. Ampak to je spet v bistvu element človeškosti, ne? Ti pa, Polona, se ravno s tem najbolj zdaj obvadaš, koliko sem v bistvu si prebrala, ne? In sledila tvojemu delu prijaznosti. Ja, mislim, glede, ko smo začeli predavati komunikacijo dejansko pred 22 leti, smo mi vsi razmišljali, da moraš ti s predavanjem komunikacije ljudi naučiti, na kak način naj komunicirajo z drugimi. V bistvu je to sekundarnega pomena, učenje komunikacije pomeni, da se učimo, na kak način komuniciramo primarno sami s sabo. In tu je izhodišče za vso nadaljno komunikacijo in tu je tista rupa, kot je rekel Majek, s katero imamo v bistvu ful problemov, ker Slovenci nismo ravno znani po tem, da bi na nek zelo prefinjen pa prijazen način komunicirali sami s sabo. Mi si znamo svašta povedati sami sebi že na vse zgodaj zjutraj. Zakaj sem tako rekla, da jih malo srečam? Zaradi tega, ker dejansko, tako sem prej rekla pri predstavitvi, sem skoraj vsak dan na drugi firmi. Približno 15 000 ljudi sem imela v letu 2019 na predavanjih. In moram reči, da sem bila proti koncu leta že precej melankolična, zato ker res srečuješ ljudi, ki jim na obrazu piše, da niso srečni in da niso zadovoljni. Ko v bistvu gledaš ljudi, pa jih vprašaš, če niste zadovoljni, ne? Na poslovnem področju recimo, a ne bi nekaj spremenili. In večina ljudi reče, ne, mislim, tu vse plačo redno dobim. Pa moš malo potrpeti, ne? Minimalni kriterij, ne? Moš malo potrpeti. V eni skupini imam 1400 žensk in ženske govorijo, ja, nisem srečna na privat področju, zdaj banaliziram, ne? Kaj pa kako dolgo niste srečni? Ja, bo že 20 let, ne? A ne bi nekaj spremenili, pa ne mislim zdaj samo ločitvi v fizičnem smislu, s podpisom marsikaj drugega se tudi da, ne? Ampak ženske po večini, moram reči, rečejo, ne, vse so vsi isti. Tam je vse tepe, ne pa pije, ne? In v življenju je treba potrpeti. In jaz se strinjam, v življenju je treba potrpeti. Ni pa treba trpeti, leta in leta in leta trpeti, ker tak pač je. In tu se mi zdi, da nam ena taka skupna lastnost Slovencem, ko bo še kar nekaj časa trajalo, da bomo prišli čez njo, ker je spet vezana na to, kaj bodo rekli drugi. Ali pa mogoče ravno s to nepovezanostjo s sabo, nekako nimamo niti časa razmišljati, kaj bi sploh radi in se zdi, da tudi nimamo moči. Ja, ker se je zelo na dva dela zdaj to polariziralo. Recimo, imaš ljudi, ki slišajo izraz osebnostna rast, pa dobijo ošpice. Včasih tudi se ni čuditi temu, ker dosti nekih stvari povezanih s tem je res zelo instant. Po drugi strani imaš pa ljudi, ki izredno zdaj prisegajo na osebnostno rast ali pa osebno rast na kakorkoli, ampak jaz mislim, da v tem je bistvo dejansko tega življenja našega, da na kakršenkoli način rastemo in da nismo, če zdaj tako rečem, eni in isti butli od 20. pa do 80. Ki živimo eni in isti dan, ker tak pač je in ker je treba potrpeti. Mi si komentiral, zakaj je vredno potrpeti? Zakaj je vredno potrpeti? Več je stvari, zakaj je vredno potrpeti, ampak glavno po mojem mnenju je to, da pač tako sem rekel, da se na nek način samo aktualiziraš, veš kaj mislim. Potrpeti je vredno zato, ker veš, da boš s tem zrastel, tako na nek način jaz razmišljam. Potrpeti je vredno tudi, ne vem, včasih to, da pomagaš ljudem tudi, kot ti ni, pa da si zaradi tega, ker so oni zadovoljni, si sam zadovoljen. Mnogo kateri razlog postajajo, zakaj je potrpeti. Ampak se pa ful strinjam s Polono, kaj je rekla, da je predvsem pomembna prijaznost. Se recimo, moj zunanji izgled je čist nekaj drugega kot to, ko se začne ljudje z mano pogovarjati. Vsi misli, da sem reper, da sem na ego tripa, na dud in vsi imajo v bistvu neko strahu spoštovanje do njega. To sem zdaj videl recimo na Petrolu, ko smo delali ta kampanjo. Tukaj se jaz ne dolim, da sedem z njim, pa se začnem normalno pogovarjati z njim tono, pa so vsi tak, kak je to? In na nek način ta predispozicija, da je človek nekaj, kar sploh ne veš, je za mene čisto napačna. Treba je ljudem pustiti, da sami povejo, da so. Tako, in zato pa je pač potreben čas. Ja, tako. Da si vzamemo čas za ljudi, da si vzamemo čas tudi zase in da si prisluhnemo.
mislim, da lahko s tem zaključimo zelo lepo danes našo fajno okroglo mizo po štajersko. Hvala vam, da ste bili v bistvu v moji družbi, da ste tak res inspirativne in premišljene stvari povedali in imejmo se še naprej fajn.